Na Facebooku obstaja ena tradicija, če lahko temu tako rečem, in to so seveda naši najljubši Facebook parčki. Facebook parčki, ki mi grejo seveda zelo na živce, tako kot mnogo drugih stvari, ampak to posebej, zakaj, ne vem, obstaja par določenih stvari, kot je javno izkazovanje ljubezni. Ljubim te, mala. Ne, jaz tudi tebe, ne, jaz tebe bolj. Ne, jaz tebe ful bolj, ne moreš si sploh misliti, koliko te šele jaz ljubim. Hej, tega ne moreš dokazati, mala. Jaz te bolj ljubim, kot ti mene. Materna. Desno imate chat na ekranu, uporabljite ga za privatne pogovore. Ljubezenske fotke. Jesus fucking Christ, njimi treba vedeti, na katerih potovanjih sta bila, kako se žvalita, ali pa kako ti ljubčkaš preklet trebuh od svoje punce lasne, noseče, ajde, čestitam, vuhu. In pol, ko prijeta s potovanja domov, je najboljš, da preden objavita te fotke, rečeta, noben ga fucking ne zanima, kje sva bila. Ena stvar je kriminalna, ki se dejansko dogaja, in to so skupni profili parčkov. Skupni profili, torej Ana in Marko, priimek. Ne vem, kje naj začnem. V bistvu poskušam zaštekati, ampak ne štekam točno, zakaj se to točno dogaja. Razen, da si mogoče s tem javno pokaže vsem nam, koliko en drugmu malo zaupata, da hočeta imeti popolno kontrolo nad vsemi sporočili in vso interakcijo, ki se zgodi na Facebooku. In če jaz hočem temu Markotu recimo pisati, kako si me žgal eno žensko včeraj, se bo mogoče, obstaja šansa, javila njegova punca in rekla, Luka, tukaj Darja, ne, tako da dej, umir se, kao skuliri, koliko si pa star, zakaj to počneš v življenju. Jaz pač skenslam in kliknem fucking report tipko. To je nekaj, kar si mogoče ta par zasluži na Facebooku, če že to vidim. Plus, če tako gledaš, ko nehaš po svojim partnerjem ali partnerico, imaš enih ful sledi pol na Facebooku od te punce in pol, ko dobiš novo, moraš ful tega brisati in moraš paziti, da slučajno nekaj nisi pustil, ker ta nova punca ti bo ful težila, tako da to je še en razlog, zakaj ne dajati stvari gor od svoje punce. Razen nagih fotk, seveda, to je vedno dobrodošlo. Torej, dajmo se naučiti, kaj sodi gor, pa kaj ne. Preden daš nekaj gor, si pač povej, noben ga ne zanima in pust. Lej, resnica boli, pač zjočeš se v kotu temne sobe v svojem stanovanju in živiš naslednji dan naprej spet normalno, dokler ne narediš novo fotko sebe in svoje punce, ko se žvalita in greš to objaviti, budala.